Drugi poskus. Ne. Dobro jutro. Veš, današnji dan bo pa zame precej zanimiv. Gre za to, da gremo v tem trenutku na Vransko. Pa skoraj sem sosedu ograjo odbal. Je Ford kot avtomobilskega novinarja in nekoga, ki ima razmeroma veliko izkušenj z njihovimi športnimi avtomobili, povabil tja, ker so priredili njihovo akademijo varne dinamične vožnje. Veš, Ford se je po mojem mnenju spomnil na take ful dobre stvari. V bistvu se skupaj zelo simpel. Če boš ti kupil Focus RS ali pa Mustanga, boš avtomatsko padel v to grupo, ki bo vabljena na tak event. Meni se pa to zdi ena taka super ideja s čisto simpel razloga. Kot avtomobilski novinar sem jaz zelo navožen. Peljal sem že krepko čez 2 ure avto. Ampak vozniške veščine, to so ena taka stvar, ki jih človek lahko nadgrajuje cel življenje. In vedno je boljše, če znaš nekaj več, kot si 5 minut nazaj. In ne glede na to, da jaz dirkališče obiščem večkrat letno, da se po dirkališčih vozim s športnimi, pa tudi super športnimi avtomobili, taka izkušnja vedno lahko obogati znanje. In točno to, kar sem zdaj povedal tebi, bom danes povedal tudi njim. Tistim ljudem, ki so se pripeljali tja in bojo svoje zverine preizkusili na prvi tak resnejši vozniški preizkus v okviru varnega okolja. To je to. Fordovci so že zaključili s prvo vajo, ravno kar so imeli slalom in vse skupaj je izgledalo dosti atraktivno. Zdaj pa na vrsti vožnja po mokri podlagi z zmanjšanim oprijemom, pa pol tudi tista plata, ki avto na počez vrže. Je pa zanimiva tudi ena druga stvar. Danes so tukaj tudi gasilci. A veš, to ni hec, ne? Si ti gasilc, pa moraš kar naenkrat hitro pripeljati, se znajdeš v težkem pa zelo okornem tornaku, kombiju, pa veš, moraš vedeti, zakaj gre. Zelo natančen, ne samo na približen. Četica glasnih, RS, pa še en RS, pa mislim, da kar 4 Mustangi. Brane Legan razlaga, da se bo tukaj dogajala vaja zaviranja na mokri oziroma spolzki podlagi. Začeli bojo pa mislim, da s 50 km/h. Veš kaj, recimo ena stvar, ki jo jaz opažam. Takole na teh tečajih varne ali pa recimo v tem primeru dinamične varne hitre vožnje, kako je zanimiv, ko inštruktor reče, zavirajte na polno in vsi kimajo, ja, bomo na polno zavirali, pa prije do točke zaviranja. Tistih 2 količkov se pa avti kar nekam dolgo ustavljajo. Ljudje nismo navajeni zavirati res na polno. Da vidimo, kako bo s tem rumenim Mustangom. Takoj se vidi, da bo zaviral na polno ali ne. Tole pa že malo boljše. Potem pa že gasilci na drugi strani čez vodne ovire, pa da vidimo, kako se bo tale obrezil. Mislim, ne obrezil, odrezil. Vse v redu. Bam. Zdaj pa na vrsti ena od vaj, ki je pa meni osebno skoraj najbolj všeč, gre pa za zaviranje na centimetru stoječe vode. Avto mora pripeljati 100 na uro, pa boste videli, kako dobro izgleda vse skupaj. A veš, namen te vaje je, da ti kot voznik čutiš, kaj se z avtom začne dogajati, ker to je lahko potencialno zelo neugodna situacija in pomembna stvar je, da ohraniš mirno kri, da držiš volan z obema rokama in pač počakaš, da panika mine, da avto zavre do, če je treba, popolne ustavitve. Veš kaj pa tudi nisem povedal, pa se mi zdi, da je kar očitno, ne? Vse tole skupaj je fajn gledati, ampak še veliko bolj bi bilo pa, če bi se lahko usedel za volan pa en krog odpeljal. Nekdo me kliče, seksi man, to pa ti. Zdaj v tem trenutku je pa ena taka kratka pauza, da folk malo k sebi pride, pa tista ta najpomembnejša stvar, malo morajo lulati, pa mogoče tudi kakati. No zdaj pa pride del na vrsto, ki je pa malo sketchy, boste takoj videli zakaj. Tole zdaj je točen 40 km/h. Lepo, zdaj pa da vidimo Mustanga. Bye bye. To zdaj ne pomeni, da so Mustangi v tem primeru, ki je bolj nestabilni. Pravzaprav imajo daljše medozje in jih je načeloma malo lažje ujeti. Tako da v bistvu vse odvisno od voznika, veš. Za vse tiste, ki ste kakšno tako zadevo že kdaj preizkusili, torej to drsečo mizo, ko avto zanese, točno veste, kakšen neugoden občutek je in če z reakcijo na volanu nisi dovolj hitro, ja pa se ti avto zavrti. Kaj narediti? In potem pošljemo naš ukaz v noge, v roke, da začnejo delati. Evo, mojster Legan je ravno kar razložil par ključnih stvari, ki so povezane z zaviranjem pa z varnostno razdaljo. Športnega dneva je pa zdaj počasi konec. Do zdaj je bil kar zanimiv dan, a? Ne samo, da je zanimiv, na en način je zame tudi malo poseben, veš. 25. marc ni sam materinski dan, ampak je tudi dan, ko sva se jaz pa Tina prvič poljubila. Ravno, ko sem začel gruntati, kje bom pa zdaj s kakšno rožico dubu, ker so se cvetličarne zdaj že večinoma zaprle. Evo, se peljem čez Rogozo, pa najdem nekaj. Malo si me rešila s temi rožicami zdaj, veš? Cvetličarne so zaprte že večinoma. V Franciji igra vaterpolo in gleda komotra minuta. A ti lahko kakšno nalepko dam? Izvoli par nalepk. Vzemi jih več. Lepo se mej.
Evo, Urška me je rešila. Je imela pa Urška kup rdečih, pa sam eno rumeno vrtnico in sem valjda pol rumeno zagrabil. To pa iz večjih razlogov. Ta prvo je ful sebičen, zato ker je rumena moja najljubša barva. Ta drug pa zato, ker imam rad outsiderje oziroma underdoge. Pa zakaj ne bi glih rumene zbral? Gizmo, gremo na sprehod? Kako si zadovoljen? Nekaj sem te vprašal. Ne ignoriraj me. Ponosen na ti. Tole je šlo pa na blizu. No, zdaj sem pa na poti tja, kamor sem jaz mislil, da bom šel že par ur nazaj, in sicer k Mercedes dealerju tukaj v Mariboru na Teznu. Tam bom pa prevzel en avto, s katerim se bom jutri, to je v nedeljo, peljal z enim zelo zanimivim človekom. Človekom, ki ga je v zadnjih nekaj letih spoznala praktično vsa Slovenija. Več pa ne povem, ne, ampak če znate 1+1 skupaj dati, ja pismo, Pol pa mislim, da že veste, kdo je. Lej, tegale so mi dali, GLE, veš, velik avto za velikega človeka, mislim, znotraj avtomobilske industrije. Pa tudi tako mislim, da je večji od mene.